Nocoj kaj dogaja, gostimo uspešnega slovenskega filmskega ustvarjalca in direktorja fotografije pri kratkem filmu, ki se je potegoval za znamenitega Oskarja. Z nami je Gregor Božič. Gregor, pozdravljen. Pozdravljen. Dobro večer, živijo. Kratki film Mož, ki ni mogel molčati, je na Oskarjih veljal celo za favorita v kategoriji kratkih igranih filmov, no na koncu so sicer dali nagrado nizozemskemu filmu, ampak a je bila uvrstitev v teh top 5 filmov vseeno presenečenje za vas? Mislim, seveda je bila. To je v bistvu nekaj neverjetnega. Ne? Jaz ne vem, kdaj se bo še kaj takega zgodilo nam ali pa sploh. Upam, da se bo čim prej. Šele začeli ste. Ampak bilo je, vsekakor je bilo presenečenje. Čekaj, vprašanje je bilo, če smo bili razočarani. Ne, če ste bili presenečeni, da ste bili uvrščeni. Mislim, tudi tako je. Zdaj, ta film je treba vedeti, je dobil Zlato palmo v Cannesu. Mi smo bili presenečeni, že ko je bil uvrščen v Cannes, v tekmovalni program, ker mislim, da je to prvi film iz tega območja, ki je bil uvrščen po vojni, kratki film. Tako da potem, ko je dobil Zlato palmo, smo bili še toliko bolj presenečeni. Ko je dobil Evropsko filmsko nagrado, smo bili že malo manj presenečeni. Ko je dobil Cezarja, smo bili še malo manj presenečeni. Tako da za Oskarja smo nekako računali, je pa tudi res na nominacijo seveda. Je pa tudi res, da je Hrvaška to spodbudila z enim enormnim vložkom finančnim. Ni samo to, da je film dober, pa kar... Ne, to ni tako, kot bi si... Pa kaj to pomeni enormni vložek finančni? To pomeni, če ti povem čist direktno, je, da je promocija filma za Oskarje stala matematika, 2-krat več kot sam film. Zanimivo pa je, če pogledamo v zgodovino, se je do nominacij za Oskarja vedno uspel prebiti tistim filmom, ki so imeli vojno tematiko. Če pogledamo 9. krog, Bitve na Neretvi, Oče na službeni poti, Nikogaršnja zemlja, ki je tudi slavila. A se ti zdi, da Američani majčkeno pričakujejo, da bodo imeli filmi tako tematiko iz teh regij? Pa to zdaj težko rečem. Mislim, Oskar za najboljši dokumentarni film je dobil film, zelo dober film, ki govori o Gazi in problematiki v Gazi. Tako da jaz bi prej rekel, da je vojna vedno ena dramatična stvar. Zdaj, to, da smo mi žal vezani na te, ali pa da tako obrnem, če smo mi žal naredili najbolj močne filme mednarodno, je tudi ni na ključe, ker konec koncev je bilo to neko obdobje, ki je verjetno zaznamovalo celotno našo regijo. Ampak prej bi rekel, recimo, da za moja interpretacija tega, zakaj pa Oskarja na koncu nismo dobili, je mogoče ravno zaradi tega. Zato, ker mogoče je to neka tema, ki se je že tolikokrat obravnavala. Oskar je pa na koncu dobil film, ki je po mojem slabši od našega, ampak obravnava neko novo temo umetne inteligence in mogoče 30,000 ljudi glasuje za Oskarja. To ne smemo pozabiti. In se pravi, mogoče pač v tem trenutku se to večini zdelo mogoče bolj moderno ali pa bolj zanimivo. Na festivalu dokumentarnega filma smo lahko videli še en koprodukcijski film, v katerem si sodeloval kot direktor fotografije Fiume o Morte, ki na zelo izviren način govori o okupaciji reke. Zakaj gre pri tem dokumentarnem filmu? To je res en poseben film in v bistvu priporočam vsakemu, ki ga lahko, da ga vidi. Ga bomo lahko še videli? Ja, mislim, da bo distribucija se bo sicer začela malo kasneje, se mi zdi, da po poletju, ampak bo na Kinu Otok prav gotovo. Na Hrvaškem je pa velik hit. Mislim, da je to en najbolj gledanih dokumentarcev v hrvaških kinih vseh časov. V Rijeki je, mislim, da že od začetka projekcij, mislim, da je 5 tednov razprodana. Je pa en tak poseben hibriden film, ki meša, poustvarja se to, kako je italijanski pesnik Gabriele D'Annunzio okupiral Rijeko takoj po prvi svetovni vojni. Nek čist specifičen dogodek, ki pa je postal nor in tudi film je malo nor. No, si pa tudi režiral kratki film Navadna hruška, ki je tudi uvrščen na mnogo festivalov. Za kakšen film gre? To pa je spet nekaj tretjega. Preveč stvari. To pa problematizira eno drugo mojo, ne vem, če bi rekel strast ali zanimanje, ko se temu reče, ki je pa vezana na kulturno dediščino sadjarstva. Jaz prihajam iz Gorice, iz Goriških Brd, polovica iz Soške doline in v bistvu sem odraščal s tem nekim svetom, ki pa sem se v enem trenutku zavedel, da izginja, v bistvu, da ga skoraj več ni. Tako da smo naredili en film, ki meša preteklost in prihodnost, pol je znanstveno fantastičen in se sprašuje, kako bo s tem čez 15 let, da bojo te stvari, ki so zdaj šle mimo nas, postale naenkrat zelo pomembne, zato ker bomo v bistvu izgubili znanje o nekih stvareh, ki nas vežejo na naravo.
Gregor, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Še veliko dobrih filmov, pa nagrad, pa naj bo naslednjič pa en Oskar. No. Čim več prijazne narave. Hvala lepa. Hvala. Sem tako pohlepka.